Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. In sicer tretja jesenska zgodbica. Prejšnjo sredo vas je obiskala tetka Jesen in tudi odhitela naprej delati, kar pač mora v jeseni. Danes pa vam bom povedala zgodbico o kmetu Anzi. Kmet Anza je strašno prijazen človek, ki ima rad živali in rastline. Na svoji kmetiji ima različne živali, okoli kmetije pa se razprostirajo polja in travniki. Anza je zelo skrben kmet, vsem živalim se pri njemu dobro godi in njegova polja in travniki so vedno lepo obdelani in urejeni. Včasih mu ponagaja vreme, ker kadar preveč dežuje, ni prav, kadar pa je premalo dežja, pa zopet ni v redu. A zadnja leta ga še bolj kot vreme jezijo ptice, ki se vedno zgrinjajo nad njegovo pšenično polje. Občutek ima, da ptice v času, ko pšenička dozori, pokličejo na pojedino vse svoje ptičje sorodnike in prijatelje, da se sladkajo z njegovo pšenico. Ko pride čas žetve, je Anzov pridelek zelo majhen. Saj ne, da ne bi privoščil pticam dobre pšeničke, ampak kar je preveč, je pa preveč. Ker pa ima rad vse živali in ve, da potrebujejo hrano, je dolgo prenašal to ptičjo požrešnost in na polje nikoli ni postavil strašila. A prejšnje leto se je močno ujezil, ker so ptice pojedle najboljše dele pšeničke. In zdaj se je odločil, da postavi sredi polja strašilo, ki bo preganjalo požrešneže. Anza je bil pač takšen človek, da mu je bilo ptic kar malo žal. Zanje je skrbel namreč tudi pozimi in jih hranil. A odločitev je padla in lotil se je dela. Ker je pšenično polje veliko, naj bo veliko tudi strašilo. Iz lesa je naredil leseno ogrodje z močno in dolgo nogo, na kateri se bo strašilo pozibavalo sredi polja. Za glavo je uporabil staro žaklovinasto vrečo, ki jo je napolnil suhim koruznim listjem. Oblekel pa ga je v svojo staro pisano srajco in hlače, ki so bile raztrgane in na nekaterih mestih zakrpane z velikimi zaplatami blaga. Še malo ga bo treba porediti, si je rekel, zato ga je napolnil slamo, ki je štrelela ven skozi vse luknje in tudi tam, kjer bi morale biti roke in noge. Pod star slamnik, ki je videl že boljše čase, je prišil veliko slame. Tako je naredil strašilo frizuro in vse skupaj pritrdil strašilu na glavo. Čudovito, si je rekel, dvignil strašilo in ga odnesel na sredo polja. Trdno ga je postavil v zemljo, a ko si ga je ogledal iz vseh strani, je ugotovil, da nima oči, nosa in ust. Hitro se je vrnil domov po barve in čopič, potem pa je začel razmišljati, kakšen obraz naj mu nariše. Kmet Anza je bil tudi dober slikar. Ni vedel, ali naj strašilo izgleda hudo in jezno. Ah, ne, mogoče nagajivo in veselo. Nekaj vmes, si je mislil,
in na koncu narisal najbolj prijazno strašilo, kar jih obstaja. Z velikimi nasmejanimi usti. Kmet Anza je bil pač prijazen kmet in drugače ni znal. Preden je odšel s polja, je še rekel strašilu: Aha, ime ti bo potrebno dati. Ti boš Pepi, po mojem starem stricu. In upam, Pepi, da boš dobro opravljal svoje delo in naganjal ptice. Pšenička je zorela in sredi polja se je pozibaval veliki, prijazni Pepi. Ptice so letele nad poljem in gledale veliko čudo. Kaj pa je to sredi polja? Pepi pa je s svojimi dolgimi slamnatimi rokami tako krilil v vetru, kot da bi jih vabil k sebi. Sprva se mu niso upale približati, a ko so zagledale njegov prijazni obraz, so najprej previdno krožile okoli njega. Ker pa Pepi ni bil navadno strašilo, jih je ogovoril: Pridite bliže, nekaj vam moram povedati. In res, ptice so prisluhnile in ker je Pepi izgledal tako prijazno, se ga niso bale in so prišle bližje. In tako je začel Pepi govoriti pticam: Kmet Anza me je naredil zaradi vas, a ker je dobra duša, me je naredil prijaznega. Nisi mislil, da bo v mojih slamnatih prsih začelo biti dobro slamnato srce in bom strašilo, ki nikogar ne želim prestrašiti. Sam sebi sem zelo všeč. Anza se je potrudil z menoj. Ve, ptice, pa lahko postanete malo manj požrešne in nehate vabiti na njegovo pšeničko vse sorodnike in prijatelje. Malo se porazdelite na druga polja, tako bo za vse in vsem prav. In ne pozabite, da vas Anza vsako zimo pridno hrani, da niste lačne. Ptice so ga pozorno poslušale in si zamislile. Hitro so ugotovile, da ima Pepi prav. Nekaj sorodnikov in prijateljev so takoj poslale na druga polja. Same pa so se odločile, da bodo manj požrešne. Ko je prišel čas žetve, je bil Anza sila zadovoljen. Prepričan je bil, da jih je Pepi tako dobro strašil. Sanjalo se mu ni, da ni Pepi nikogar prestrašil. Le naučil je ptice lepšega vedenja in da postanejo manj požrešne. Pepi še vedno stoji sredi polja, tudi potem, ko je pšenička požeta. Vsako pomlad ga Anza malo popravi, poskrbi za slamnato frizuro, zatlači slamo v njegovo strašilje telo, pozimi pa nanj obesi ptičje pogače za lačne ptice. Tako, da ima Pepi vse leto ptičjo družbo. Vsi so zadovoljni, a kmet Anza ne bo nikoli izvedel, kako prijazno strašilo je naredil. Tako, otroci, to je bila današnja zgodbica. Če pa bi vi radi naredili kakšno manjše strašilo, vam bo današnje moje strašilo pomahalo za lep sredin večer. Tako, to je bilo vse za danes. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Oj!